Živijo, Kali tukaj, tvoja favorite social media ekspertka in PR-ovka. Tole me veliko sprašujete, zato sem rekla, da naredim kar en video, da dajem odgovor vsem, ker tole vas sigurno zanima. Kali, help! V kakšnem oziroma katerem jeziku naj komuniciram na svojih socialnih omrežjih? A naj na Instagramu pišem v slovenščini, v angleščini, kako komuniciram na Facebooku, kaj pa LinkedIn, kaj pa v glavnem nasploh na socialnih omrežjih? Ja, takole je. Vse odgovor je v bistvu čisto preprost. Vidim pa, da mogoče enim niti ni, ker ga ne upoštevate. Vidim slovenska podjetja in podjetnice, ki imajo svoje stranke izključno na slovenskem trgu. Se pravi, njihov kupec je Slovenec, ne Hrvat, ne Avstrijec, ne Nemec, ne Američan. In je v bistvu dosti smešno, nenavadno, čudno, da targetirajo slovenskega kupca, ampak pišejo pa na socialnih omrežjih v angleščini. Zakaj je to čudno? Čudno je zato, ker če mi tako ali tako moramo videti, kdo je naš kupec in idealni kupec in s kom mi komuniciramo, da bomo lahko komunicirali, ne? Če mi ne vemo, s kom komuniciramo, tudi ne moramo na pravilen način komunicirati. In če mi torej vemo, da je naš potencialni kupec Slovenec, Slovenka, potem normalno mi komuniciramo v slovenskem jeziku, da smo jim bliže, da nas razumejo, kaj pišemo, kaj komuniciramo. In potem, ko svoje stranke, ki so pač podjetja, ki jim delam strategijo za socialno omrežje, vprašam, ok, ampak zakaj potem komunicirate v angleškem jeziku, če veste, da je vaša idealna stranka Slovenka oziroma Slovenec? In odgovor je ponavadi, ja, zato ker si želimo več sledilcev na socialnih omrežjih in zato je pač dobro, da komuniciramo v angleščini, ne, da nas bo več ljudi videlo, da nas bo več ljudi spremljalo, lajkalo. Kar pa je dejansko popolnoma napačna strategija oziroma popolnoma napačno razmišljanje. Ker mi na socialnih omrežjih ne zbiramo sledilcev zgolj zaradi številke, ampak to, kar vas dejansko učim, da ni pomembna številka naših sledilcev na socialnih omrežjih, ampak da je važno, komu mi govorimo, kdo želimo, da je naš idealni sledilec, da ga lahko pretvarjamo v kupca. In če mi želimo samo povečati številko sledilcev na socialnih omrežjih, ne ukvarjamo pa se z idejo oziroma s tistim, kar je pomembno, da mi želimo ljudi, ki so zaljubljeni v naš brand. Potem vse skupaj dejansko nima čisto nobenega smisla. A se vam ne zdi? Če jaz želim slovenske kupce in kupke, potem normalno komuniciram v slovenščini. Kaj me briga za Angleže, Američane? Zakaj bi potem imela željo, da me sledijo Pakistanci in Kitajci in Indonezijci in Afganistanci in ne vem kdo še vse? It makes no sense. Torej, dajmo se skoncentrirati na tisto, kar je naša niša. In kdo so kupci znotraj naše niše? Ja? Torej, če smo slovensko podjetje, imamo slovensko spletno stran, nagovarjamo slovenskega kupca, komuniciramo na socialnih omrežjih v slovenskem jeziku. In če niti nimamo recimo spletne strani v angleškem jeziku, kjer bi dejansko lahko ljudje šli v naš shop, ki je v angleščini in kupili izdelek, potem, torej, kaj smo naredili, če mi komuniciramo v angleščini? Ne? Nič nismo naredili. Tako da dajte se ukvarjati z ljudmi, ki so vaš target in njih razvajati. Govorite v jeziku, ki ga oni razumejo, v slogu, ki ga oni razumejo, na način komuniciranja, kakor oni komunicirajo, da jim boste bližje. Ker na takšen način se bodo lahko z vami poistovetili. In ko se bodo z vami poistovetili, ko vam bodo zaupali, bodo od vas kupovali. Torej, ja, nam je zdaj bolj jasno. Druga stvar pa, če imate podjetje, ki je skoncentrirano na slovenskega kupca, hkrati pa na kupca v tujini, pa spet, a imate ločeni te dve stvari, a imate spletno stran v slovenščini in v angleščini, koga torej nagovarjate, na kakšen trg vstopate, s kakšno strategijo, s kakšnim načinom. Zdaj, če pišete enkrat v slovenščini, enkrat v angleščini, spet it makes no sense. Boste izgubljali na eni strani slovenske sledilce, če boste pisali v angleščini, in na drugi strani boste izgubljali druge sledilce, če ne, angleško govoreče, če boste pisali v slovenščini. Zdaj, recimo Instagram in Facebook imata oba super funkcijo, kjer je translate, se pravi, kjeremkoli jeziku pišemo, na socialna omrežja ta post dejansko prevedejo. Ampak kaj dejansko jaz v resnici priporočam?
Če je več kupcev, ne, recimo rečemo 80% vaših kupcev Slovencev, potem normalno se osredotočite na njih in pišete v domačem jeziku. Ne? Pa če slučajno kdo random pride, bomo že skomunicirali, pa si bo prevedel, pa bo kaj kup od nas. Če pa se vi sistematično odločite, da boste targetirali tudi tuj trg, razmislite, da naredite 2 ločena računa na Instagramu, na Facebooku in komunicirate v tistem jeziku, s katerim seveda ljudje komunicirajo na tistem trgu, na katerega vstopate. Ok, in resnično je pametno, da to naredite, če je vaš posel resen za Slovenijo in resen za tujino. Ker se mi zdi, da nič ni bolj nesmiselnega kot to, da vi komunicirate v angleščini, vaši sledilci in vaše stranke so pa Slovenci. Prav nima nobenega smisla, s tem izgubljate, ne pa pridobivate. Ja, in še enkrat imejte v glavi, zakaj sem zbrisala 1500 mojih sledilcev v enem dnevu. Zato, ker si želim samo pravih sledilcev. Pravih, ne številke. Takih, ki bodo engaged, ki bodo komunicirali z mano, ki bodo dejansko se res zaljubili v moj brand, ki bodo imeli radi moje izdelke, radi moje storitve. To je zelo pomembno, ne številka. Puste številko. In potem, ko mi rečejo ljudje, ja, ampak za prodajo pa rabim 1000 sledilcev. Wrong. Ne rabite. Rabite 1000 ljudi, ki so zaljubljeni v vaš brand in so totalni fani. Nič več kot to. Tistih ta pravih. In kdaj je lažje komunicirati s svojimi sledilci na socialnih omrežjih? Takrat, ko jih imamo 300 ali takrat, ko jih imamo 30 000? Ja, takrat, ko jih imamo 300, ker se lahko bolj povežemo z njimi. Ker ko imamo 30 000, ja, težko se bomo povezali s tako veliko bazo ljudi. Ne? Zelo težko. In tudi manj bodo engaged na našem profilu, kot če imamo manjše število ljudi. Tako da imejte to vse v glavi, ko gradite svoj brand.